Lisice, ki govorijo namesto nas. Dva tipa lisic, eni nastopajo kot vici. Včasih so lahko razumljena tudi kot kritika družbene stvarnosti. Kar zadeva mojega avtorskega dela in te vsebinske plati, je moje izhodišče bilo vedno risba, ki jo potem prenesem v nov medij, zato da določene stvari poudarim. Jaz grafiko razumem pravzaprav bolj kot produkcijski, ne kot reproduktivni način. In kaj pri tej grafiki pravzaprav delamo? Luščimo likovno bistvo. Dejansko pri grafiki vedno nekaj izgubimo, zaradi tega, ker ni tako slikovita kot slika, ni tako reliefna kot kiparstvo. Vizualni vtis, ki ga imamo pred sabo ali pa v mislih, moramo zelo, zelo oklestiti, zreducirati, z vizualnega bogastva narediti eno likovno sintezo, eno likovno redukcijo, ki pa mora biti na drug način bogata. To se pravi, da ta izguba ni izguba, ampak dobiček, ne? Grafika me je zanimala tudi zato, ker sem hitro ugotovil, da je to moj močnejši del, dosti močnejši od barve. Ljube so mi tudi take zamenjave, da slika kaže nekaj drugega, kakor govori besedilo. Namreč grafika je zelo procesualna. Vsak postopek, vsako akcijo je treba razdeliti na podpostopke in če ti hočeš napraviti eno svežo potezo v akvatinti, seveda ta svežina po 5 dneh jedkanja seveda propade, crkne, ne. In mene je zanimalo, če obstaja način, kako delati, da bi prišel do enega takega neposrednega zapisa, neposrednega izraza, in sem prišel na sled tehniki kolografiji. Kolografija je pač taka tehnika, da omogoča uporabo lepljenja različnih materialov na podlage, in jaz sem začel najprej s to mešanico peska in lepila, s katero sem dejansko lahko potegnil črto hitro in je tudi ohranila te časovne dimenzije v svoji potezi. Je pa nadaljevanje prineslo še mnogo novih postopkov, tako da nisem ostajal samo pri kolografiji v tistem smislu, ki je bila že znana, ampak sem kar precejšen delež teh postopkov, ki so tu na tej razstavi vidni, razvil sam in so po mojem vedenju moji izvirni postopki. V tem opusu, ki je tu, sta opazni ene dve tendenci. Ena je malo bolj temačna, kjer so me pravzaprav fascinirale in preganjale eksistencialne stvari nezavednega, stvari nespoznavnega, stvari, ki so pravzaprav včasih vsebina mitov, zgodb, vere, prepričanj, strahov. Te sem izražal skozi figuro in skozi občutenje moje domače bohinjske pokrajine. Ta je sicer za turiste lepa in sončna, za tiste, ki v njej živimo malo dlje časa, pa vidimo, da ima tudi svoje temačne plati, ki so se meni zdele seveda mnogo bolj interesantne. Recimo, jaz kar rečem tako, da če sem kaj prispeval k temu našemu prostoru, sem z uvedbo slabega vremena v motiviko, ne. No, potem je seveda tukaj tudi vprašanje miru aktualno. Tole bi bil morda celo tak mal avtoportretni napis črto mir. Mi vsi govorimo, da smo različni, a ne? Individualizem je naš šport
Tako da potem moram tudi sam reči, da sem tudi jaz različen. I'm different. Njegovo delo spremljam že od 80-ih, sredine 80-ih let. Od takrat se je grafika kar precej spremenila. Ampak njegovo delo ostaja sveže in sodobno, ker nenehno raziskuje tehnične in tudi izrazne možnosti grafike. Glede na to, da tudi eksperimentira, se mi zdi zelo pomembno. Potem drugi del je nekoliko svetlejši, kjer sem pravzaprav uporabil drugo plat sebe. Ga imamo vsi zelo radi. Študentke, študenti, profesorji, kolegi, umetniki. In po moje je to zato, ker ima toliko humorja, ker takoj najde neko točko, ki je skupna vsem in s katere se lahko tudi malo hecamo. Veliko se iz sebe heca, ker je znak inteligence. Študentje ga obožujejo. Vem, ker sva bila kolega na faksu in posledično zelo veliko diplom, ravno zaradi tega, ker se odločajo pri njemu delati, ker nimajo strahu do grafike. Pa me zanimajo te zgodbe bolj od blizu. Griči, razne sence, v katerih se pojavljajo živali in ki po svoje komentirajo to, kar je, oziroma to, kar bi lahko bilo. Včasih rečejo samo kakšno besedo in to besedo zato zapišem tudi na grafiko. In moram reči, da odkar se besede pojavljajo v grafikah, me ljudje bistveno manj sprašujejo, kaj to pomeni.